Letos praznujemo 100 let Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. 7. novembra leta 1920 se je začela pisati zgodba prve slovenske invalidske organizacije, ki se je sprva imenovala Podporno društvo slepih. Ob tem častitljivem jubileju spoštovanje Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije izkazuje predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spoštovani, pred natanko 100 leti sta dva zanesenjaka, Franc Dolinar in Alojz Levstik, ustanovila Društvo za podporo slepim, s čimer sta pričela dolgo, organizirano tradicijo spodbujanja enakosti in medsebojne pomoči. In danes ponovno živimo v razmerah, ko resnično potrebujemo drug drugega, ko je naša človečnost še posebej na preizkušnji, ko nikogar ne smemo pustiti zadaj. Prav aktualne zdravstvene okoliščine nas opominjajo na nujnost po vključujoči družbi in po solidarnosti, ki je zdaj dobesedno življenjskega pomena. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije že 100 let osvešča vso slovensko javnost o življenju in delu slepih in slabovidnih. Posebej letos si zaslužite vse priznanje in čestitke za dolgoletna prizadevanja, ki izboljšujejo našo družbo, jo delajo bolj vključujočo, bolj solidarno in bolj človeško. Spoštovani, ob tej častitljivi obletnici delovanja vaše organizacije sem se odločil, da vas odlikujem za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Veselim se, da vam bom lahko kmalu osebno vročil zlati red za zasluge. Srčno upam, da se čim prej srečamo. Sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke in ostanite zdravi. Neizmerno dragocen je doprinos Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v življenju slepih in slabovidnih. Nemogoče je našteti vse pomembne dogodke, ki jih v 100-letni zgodovini seveda ni manjkalo. Zato se spomnimo le prelomnih mejnikov. Z drugo svetovno vojno so bila vsa društva, ki so delovala do takrat, razpuščena, a so se slepi vnovič organizirali. Leta 1946 je bilo ustanovljeno Združenje slepih Jugoslavije in nato avgusta Združenje slepih Jugoslavije za Slovenijo. Začetki tiskanja brajice segajo v leto 1952. Z razvojem znanosti in tehnologije se je ponudila možnost za prilagoditev knjig v zvočni zapis. Elektronski informacijski sistem kot domača stran na svetovnem spletu je začel delovati leta 1996. Naša Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je tudi pomemben del Evropske zveze slepih. Zato prisluhnimo čestitkam podpredsednice gospe Barbare Martin Munoz. Dear friends and colleagues, this is Barbara Martin, Vice President of the European Parliament. Podpredsednica Barbara Martin Munoz v voščilu izreka spoštovanje, simpatije ter priznanje vsem posameznikom, ki vsakodnevno prispevajo k izboljšanju položaja slepih in slabovidnih. Ti posamezniki s talentom in pogumom, kljub vsakodnevnemu naporu, vztrajno pomagajo slepim in slabovidnim. Omogočili so praznovanje 100. obletnice in vse naštete lastnosti so tudi zagotovilo za praznovanje ob naslednji 100-letnici. Vse najboljše! Happy birthday to you! 100 let Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je nedvomno velik in pomemben jubilej, vreden vse naše pozornosti in spoštovanja do vseh, ki so ustanovili in kasneje v zgodovini vse do danes pomembno sooblikovali Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. Na ta častitljiv jubilej je ponosen tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, gospod Matej Žnuderl. Vsem slepim in slabovidnim čestitam ob 100. obletnici ustanovne seje Podpornega društva slepih. Po prvi svetovni vojni je skupina slepih ugotovila, da mora dejavneje se vključiti v okolje, zato da bi se izboljšale najprej gmotne življenjske razmere slepih, kasneje pa seveda tudi splošno življenje
Zato je treba najprej dvigniti izobrazbeno raven, usposobiti slepe za dejavno in pridobitno delo in za družbeno angažiranje. Naša zveza sledi tem ciljem tudi danes in poskuša izboljšati kakovost življenja slepih in slabovidnih. Ob tej priliki se moram zahvaliti vsem funkcionarjem, članom organov, strokovnim delavcem, vsem, ki so nam pomagali pri delu medobčinskim društvom in slepim in slabovidnim, ki so se trudili, da bi te cilje v čim večji meri dosegli. Naj nazadnje prosim vse, ki imajo posluh za težave slepih in slabovidnih, da nam pri teh ciljih tudi v bodoče pomagajo, in ena možnost je tudi dodeliti 0,5% dohodnine naši Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Obrazec pa se najde na naši spletni strani. Še enkrat čestitam. Iskrene čestitke Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije za prvih 100 let.